Moje ime je Staša Kotnik, sem lastnica in direktorica podjetja Hermes, ki se ukvarja pač s poslovnimi, z IT rešitvami. Tako da večino časa preživim v zelo moškem svetu, ampak še vedno se zelo močno trudim ostati ženska v tem moškem svetu. No. To je mogoče in pa tudi mama. To se mi zdi ena taka zelo pomembna stvar. Moja pot mogoče ni bila čisto tipična podjetniška, ker si jo na začetku niti nisem sama izbrala. To pa zato, ker smo pač družinsko podjetje in sem nekako to padla. Pa mogoče tista zgodba zarečenega kruha se največ poje, sem jaz kar orang sita, ker pač sem vedno govorila, da ne bom imela s tem podjetjem nič, ampak sem pač takoj po študiju končala v domačem podjetju. Tako da to, ampak sem potem šla za 10 let ven, potem se vrnila nazaj, ampak takrat, ko sem bila jaz na to pripravljena in se odločila, ok, to želim. Težje je bilo se dokazati, se pravi sebi in ostalim v podjetju, glede na to, da vseeno je družinsko podjetje, ne, si pač otrok svojih staršev, moraš dokazati, da dejansko tudi nekaj znaš. Da nisi samo otrok staršev, ki je pač mu bilo to podarjeno, ampak da narediš ta korak naprej. Pa mogoče druga stvar, kjer sem se mogla dokazati, rekla kar moj oče, no. Ker je bil tak človek z zelo visokimi merili in to dokazati njemu, da lahko, pa ne samo tako, kot je on, ampak mogoče celo boljš, to je bila tudi kar en velik izziv, no. Tudi verjetno so bili kdaj otroci za kakšno stvar prikrajšani, ampak vseeno sem se pa trudila, no. Kolikor se je dalo, da sem to vlogo postavila na prvo mesto in hvala Bogu je tudi mož tukaj ves čas poleg in je tudi on potem nekako mogoče prevzel, kdaj je kakšno to ta podjetniški del ali pa karierni del, da sem tudi jaz našla tisti čas za otroke, ampak vedno je pa premalo. Najtežji trenutek je bil odločiti se, grem iz tistega neke varne službe, kjer sem bila uspešna, kjer sem nekaj dosegla, pa reči, ok, pustim to za seboj, v resnici celotno tisto kariero in grem na neko svojo pot. To je bilo verjetno najtežje, ampak mi pa ni žal. Največja zmaga, bi rekla, je, da sem uspela v bistvu to podjetje, to, kar sem dobila v roke, ali pa sva dobila z možem v resnici, dvigniti na precej višji nivo. Narediti z tega popolnoma novo zgodbo, novo podjetje, na nek način pokazati tudi staršem, ki so mi to zaupali, da so prepustili podjetje nekako v dobre roke. No. To mislim, da je ena taka zelo velika zmaga, pa da smo podjetje preoblikovali, pa še vedno ostali ljudje. Še vedno tudi, da so ljudje v našem podjetju spoštovani, cenjeni in da bo tako tudi naprej ostali. Verjetno najbolj ponosna sem na to, da sem kljub vsej karieri, vsemu temu, kar sem dosegla, verjamem, da tudi sem bila uspešna, v tem sem še uspešna, da sem uspela tudi otroke vzgojiti v takšne, kot sem si jaz želela, kot si predstavljala, da bi jih želela. Taka zelo fajn najstnika sta postala. Včasih je treba kakšen korak narediti malo krajši. Bolj poslušati ali pa gledati okolico, ne samo, seveda moraš biti pogumen, ampak mogoče ne vedno samo delati tako, kot bi ti naredil sam, ampak narediti tako, da bo za tvojo okolico najboljše. To je včasih malo izziv.